Jaz gledam na to nagrado kot ne samo nagrada za naše delo, za naše preteklo delo, kajti to ni rezultat enega dneva, enega leta, ampak veliko vlaganj v, lahko bi rekli, kar v zgodovini Vinakopra, v tej smeri, ki se še vedno trudimo za kvaliteto in za neko prepoznavnost. Vse več vinarjev želi izražati tisto, kar ima, torej svojo identiteto, svoj hribček, svoj vinograd, svoje področje, svojo sorto v končni fazi, tisto, ki raste tukaj. Takrat se spomnim res čudovito rumeno, z izredno aromatiko, že ko je bilo pač obrano, je dišalo za, lahko bi rekli, za zaboj, ne, za prikolico. Res te navduši in ti daje eno energijo in pričakovanja. Jaz zmeraj pravim, če priješ na Primorsko, je sonček, je morje, je feeling, ki ga ne pozabiš in to želiš vzeti s sabo. Nekje med trto in kozarcem nastajajo vinske zgodbe, izpod rok izjemnih osebnosti. Spoznajte jih skupaj z mano v vinskem podcastu iz Trte iz Lito. Če bi še enkrat zbiral, kaj bi želel početi v življenju, bi postal enolog. Že 13 let zapored namreč svoje poslanstvo z vsem srcem uresničuje v največji kleti v slovenski Istri. Pod njegovo taktirko so se pred kratkim vrnili iz Londona, med drugim tudi z nagrado Best in Show. Boštjan Zidar, lepo pozdravljen in dobrodošel. Dober dan želim, hvala za povabilo. Hvala, da si se odzval v tako perečem času trgatve, ne? To je za vas kar eno tako dinamično obdobje. Lahko bi rekel, to je čas, ki ga pričakujemo celo leto. V bistvu to je čas, za katerega se naši vinogradniki trudijo v vinogradih, da pridelajo res odlično grozdje. Seveda narava je tista, ki nam vedno pomaga ali pa mogoče nam naredi kakšen siv las, ne? Ampak to je tisti čas, v katerem lahko narediš veliko stvari, ki jih drugače ne moreš. In to je za nas po eni strani zelo naporen čas, po drugi strani pa izredno lep. Začneva in media res, Best in Show, prestižna nagrada na mednarodnem ocenjevanju Decanter. Kje si bil, ko si izvedel za to lepo novico? Čeprav po pravici povem, smo bili z ekipo kletarjev in pa delavcev iz polnilnice na team buildingu in je bil to res en tak čudovit zaključek. Pika na i samega druženja. Tako. Če mogoče poveva za Decanter, mogoče za vse tiste, ki ga še ne poznajo, to je to Oskar med vini, Emmy, verjetno je to neko priznanje, ki se ga pravzaprav želi vsak vinar. Ja, v bistvu to je, lahko bi rekli, najpomembnejše vinsko ocenjevanje na svetu. Moramo se zavedati, da na eno tako ocenjevanje pride, oziroma v letos je bilo več kot 18,000 vinskih vzorcev iz 57 držav sveta. Tako da to je res ena tak, bi lahko rekli, kar huda konkurenca oziroma velik pregled, kaj se v svetu dogaja oziroma kakšno vina se pridelujejo. In to je res eno tako pomembno ocenjevanje in če na takem ocenjevanju dobiš nekaj že srebrno medaljo ali pa bronasto, vsaka medalja je tukaj izredno pomembna. To Best in Show ni edini naziv oziroma edina nagrada, ki ste jo nekako pobrali. Kaj potem to v bistvu tudi za vina pomeni za njihov status, ko so enkrat na policah, med potrošniki, med poslovnimi partnerji, tudi za nadaljnji razvoj kleti, okusov? Ja, jaz gledam na to nagrado kot ne samo nagrada za naše delo, za naše preteklo delo, kajti to ni rezultat enega dneva, enega leta, ampak veliko vlaganj v, lahko bi rekli, kar v zgodovini Vinakopra, v tej smeri, ki se pač vedno trudimo za kvaliteto in za neko prepoznavnost. To je res en tak cukrček, ki ga lahko dobiš, po drugi strani je to ena taka nagrada, ki si jo vinska klet želi enkrat v svojem življenju, oziroma ali pa enolog, bi lahko rekel, doseči. In velikokrat je to, da tega ne dosežeš. No, pač, če pa se trudiš, če pa delaš v pravi smeri, če imaš pravo ekipo, pravo podporo in pa seveda pravi terroir, potem se tudi take stvari zgodijo. In to je res en lep dokaz, da gremo v pravi smeri.
po eni strani nam to kaže, da praktično moramo nadaljevati v tej smeri in po tej poti. Po drugi strani je pa to ena taka lepa nagrada in potrditev, da smo tudi v preteklosti delali prav in iz tega, če delaš nekaj prav, če delaš nekaj s srcem, potem pridejo tudi takšne nagrade. Je pa to ena taka, lahko bi rekli, nagrada v smeri tega, da ti lahko odpre veliko vrat. Seveda pri temu odpiranju vrat moraš imeti tudi vsebino v ozadju. Če ni vsebine, potem se ta vrata zelo hitro lahko tudi zaprejo, ne. Ampak to je res en tak, lahko bi rekli, en tak reflektorček, ki posveti na določeno vino med tolikimi vzorci in je tisto vino seveda v ospredju. Tudi verjetno na mednarodnem parketu oziroma v svetovnem merilu. Ne? Ja, seveda. To je pač nagrada, ki pomeni v svetovnem merilu zelo veliko. Če pogledamo, vsako leto podeli Decanter 50 takšnih priznanj v različnih kategorijah. To je letošnji Best in Show za Orange je praktično bil edini. Torej je to najboljše vino na svetu, ki je pridelano pač v smeri Orangea. Drugače pa praktično je to edino vino v Sloveniji, torej prvo belo suho vino, belo mirno suho vino, ki je prejelo ta prestižen naziv. V preteklosti je bil še eden, torej, ki prihaja iz Brd, od gospoda Marjana Simčiča za Leonardota. In jaz pravim vedno tako, za vse medalje, ki jih dobi Slovenija, moramo biti zelo ponosni. In kajti vsaka medalja je, lahko bi rekli, ena lučka več, ki Slovenijo postavlja na vidno mesto vinskega zemljevida sveta. In to, kot sem rekel, ne, to ni nagrada samo za vina Koper, to je nagrada za Istro, za Slovenijo in za vse vinogradnike in vinarje, ki tukaj delujejo. Tako da, ja, želim si, da bi bilo čim več medalj, oziroma ne samo na Decanterju, ampak tudi na drugih mednarodno priznanih ocenjevanjih, ki bi jih prejela seveda slovenska vina, kajti slovenska vina so odlična. Nekoč so bila dobra, danes so odlična in to moramo pokazati, to moramo predstaviti tudi svetu. Tukaj je še veliko priložnosti. Je mogoče presenečenje, da je ravno oranžno vino odneslo tak prestižen naziv? Ja, za nas mogoče kar eno tako presenečenje, čeprav v to vino smo verjeli, ne? Zato je pač tudi toliko časa bilo v naši kleti, se razvijalo, čakalo, potrpežljivo čakalo. Seveda je bilo pa budno spremljano, tako da ja, po eni strani presenečenje, po drugi strani pa, kot sem rekel, ne, pač to ni edina nagrada, ki smo jo letos dobili, torej iz Decanterja smo prišli z 12 medaljami in na vse smo zelo ponosni, ne. Je pa seveda to češnjica na torti. A si mogoče že v tem postopku pridelave vedel, da ima to vino osebnost, da bo seglo dlje, oziroma je bil pristop tudi takšen? Omenil si že, da pridelovanje vina terja izjemno potrpežljivost. Tukaj ni bližnjice. Tako je. Do vsakega vina, ki ga pridelujemo, pristopamo resno in pa z nekimi pričakovanji, ne. Zdaj, do določenih vin pač pristopaš malo drugače, že iz vinograda, skozi samo pridelavo in tudi skozi samo zorenje. Torej, seveda so razlike med, ne vem, če govorimo entry level, pa premium, pa super premium varianto, ampak tudi za, lahko bi rekli, za odprto vino moraš pristopiti z neko idejo, z nekim ciljem. In ta cilj se vleče od vinograda do seveda steklenice oziroma kozarca vina. No, tudi pri tem vinu seveda je bilo nekaj, če tako pogledamo na letnik 2015, letnik 2015 je bil izredno zanimiv letnik. Dal nam je po eni strani izredno lepe strukture, po drugi strani
lepe aromatike, omogočil je eno tako lep razvoj grozdja in dozorevanje grozdja, ki smo ga potem seveda spravili tudi v steklenice. No, pri tem rumenem muškatu, ki v končni fazi prihaja iz našega prav posebnega vinograda, ki ga imenujemo Purissima, torej puro, čisto, torej to je zelo staro ime tega vinograda. Pač to je izredno lepa lega, obrnjena proti morju, osončena in čudovita lega za vzgojo rumenega muškata, seveda tudi ostalih sort, ampak rumeni muškat je tam v večini posajen. In ta nam daje res zelo lepe rezultate. No, tudi letnik 2015 je bil tak in seveda del tega grozdja, ki je prišlo, takrat se spomnim, res čudovito rumeno, z izredno aromatiko, že ko je bilo pač obrano, je dišalo lahko bi rekli, za zaboj, ne, za prikolico. Res te navduši in ti daje eno energijo in pričakovanja. Po drugi strani pa želiš raziskovati, kajti vsako delo je plod tudi raziskovanja, spremljanja, še posebej pri vinih. In tukaj je bilo tudi tisti delček, ne, tista špica, lahko bi rekli, v smeri raziskovanja, dajmo poskusiti nekaj drugačnega, dajmo poskusiti nekaj novega. No, in takrat se spomnim, da smo del tega grozdja zdrozgali, seveda, ga tudi hladno macerirali nekaj dni, potem glede na to, da je ni bila to količina, ne vem, 20, 30, 50 tisoč, ne, je bilo dosti manjše, smo to grozdje oziroma to drozgo samo odcedili, torej nismo šli v prešanje, in jo pretočili v barike. Tam je potem bila opravljena fermentacija in pa zorenje, ki je bilo, lahko bi rekli, tukaj izven vseh časovnih okvirjev, ne. Ponavadi zori oziroma fermentira in pa zori belo vino v barik sočkih tam cirka 6 mesecev do leta dni, ne, odvisno seveda od pristopov, filozofije in pa pridelovalcev. No, tukaj smo šli pa dosti dlje. V bistvu je tako, ne, vsako leto, dlje kot je bilo to vino v sočku, vsako leto me je bolj navdušilo oziroma dalo neke nove poglede, neko drugačnost, ampak ohranjalo je identiteto tako sorte rumenega muškata, kot identiteto prostora, vinograda, Istre, sonca, zemlje, fliša, burje. In no, v bistvu, če govorimo iz vseh časovnih okvirjev, ne, v bistvu to vino je zorelo 9 let in pol v barik sočku, ne. Pač, če mi bi kdo to rekel, bi rekel, dejte, pa saj smo prav šli, ne. Ja. Ampak ne, praktično vino je bilo spremljeno, negovano, pač tako, da je bil soček poln, pač da je bilo že tudi v pravih količinah. In pa spremljano. In vedno, kot sem rekel, ne, vsakič, ko smo ga poskusili, vedno je dalo nekaj novega. No, potem smo pa rekli enkrat, pač zdaj bo pa dovolj, ne, zdaj pa je dovolj, zdaj smo videli, kaj nam lahko da, ne. Dajmo pa pogledati zdaj, kaj bo to vino povedalo še v steklenicah. No, v bistvu to vino je bilo potem postekleničeno, in pa zopet ena tako razmišljanje, več glav vedno več ve, ne. Zato smo rekli, dajmo to še nekomu drugemu poskusiti. In kdo bi bil tisti, ki bi bil najbolj relevanten? Seveda smo ga interno poskušali in dali tudi komu drugemu, ampak smo rekli, pa ga pošljimo na dekanter, ne. Naj gre v svet. Naj gre v svet, naj ga spoznajo in naj ga ocenijo. Tako da, ja, te ocene smo bili res izredno veseli in ponosni smo na to, no. Ponosni smo na celo ekipo, vizijo Vinakopra in pa pač gledamo naprej, ne. Seveda pa vedno z identiteto Istre. Lahko bi rekli, da vas je tukaj vino nekaj naučilo oziroma premaknilo kakšno mejo mogoče Vedno se učimo, vsak dan se nekaj novega naučimo in vino je en tak medij, ki ima vsako uro
nekaj zapovedati. Ne? Sploh, ko razmišljamo o sami trgatvi, v fazi fermentacij, v fazi predelave grozdja ali pa v končni fazi dozorevanja grozdja. V tem času se zgodi toliko stvari, kot se potem ne zgodi v, mogoče tudi leto dni ali pa več. Ne? In tukaj je v redu, da si zdraven, da procese pelješ v pravi smeri. Seveda pa vino želimo ohranjati tisto njegovo naravno danost. Vemo, da narava nam vsako jesen podari en čudovit dar, ki mu rečemo grozdje. Ne? In iz tega grozdja je naša naloga, da naredimo čim boljše vino, ampak s čim manj posegi. Torej na čim bolj naraven način, da pridemo do kozarca vina, skozi katerega želimo, da človek, ki bo to vino zaužil, ki ga bo poskušal, da doživi vse tisto, kar smo doživljali mi, kar je doživljalo grozdje v samem vinogradu in kar smo doživljali praktično skozi klet. Ne? Torej, s čim manj posegi pride do čim bolj tistih not, ki nam jih da narava, teroarja v kozarcu. Ena izmed tez, ki se je nekako tudi porodila v teh podcastih, vemo, oranžna vina so postala trend, oziroma niti ne trend, vrnili smo se malo v zgodovino. Zdaj ta trend ni več, je tukaj med nami, so pa zelo močna postala tudi v smislu prepoznavnosti Slovenije v tujini. In velikokrat se zgodi, da mogoče kdo pomisli, Slovenija je pa prepoznavna, poznana po oranžnih vinih in mogoče se zanemari ta celota v bistvu Slovenije kot vinorodne pokrajine, kot raznolike vinorodne pokrajine na nek način. In tudi v bistvu, ko pogledamo neko to celoto, nekako oranžna vina izstopajo tudi zaradi tega, ker so, kot si prej omenil, marketinško, kako je pomemben marketing za sama vina, so bila izpostavljena medijsko in tako drugače. Mogoče kakšen je tvoj pogled na to? Tako, če pogledam, kot si povedala, Slovenija je čudovita država, dežela, lahko jo imenujemo. Imamo na tako majhnem koščku zemlje take raznolikosti, ki mislim, da v svetu jih nima nobena druga država. In te raznolikosti se kažejo tudi v vinih. Vedno, ko gremo po svetu, po sejmih, ljudje, ki niso še nikoli slišali za Slovenijo, kamoli za naša vina, jim treba predstaviti stvari korak po koraku. In vedno začnemo s to raznolikostjo, ki jo ljudje ne razumejo, ker ti, ne vem, če to poveš enemu Kitajcu ali pa enemu Američanu, ki imajo razsežnosti malo drugačne, in če poveš, da prepotuješ Slovenijo iz Sečovelj oziroma Portoroža do Murske Sobote ali pa do v 3 urah, dobro, pustimo zdaj cestne zastoje, rečemo, čakajte, mi rabimo 3 ure, da pridemo z ene strani mesta na drugo stran. In da v tej majhni deželici lahko dobimo zelo različne stvari, od Primorske, ki ima to povezavo z morjem, flišno zemljo, drugačnimi mikroklimatskimi pogoji, burjo v končni fazi, do Dolenjske, ki je čudovita dežela, potem Štajerska je tukaj, ki ima zopet drugačne priložnosti. In velikokrat sem postavljen tudi pred takšne izzive, oziroma sem vesel takšnih izzivov, ko ljudje pridejo, ki niso še nikoli poskušali slovensko vino. In če imam le priložnost, grem tudi po drugih štantih iskat tipične slovenske sorte ali pa prepoznavne slovenske sorte in jim poskušam razložiti, kaj lahko dobimo na Štajerskem, Dolenjskem, Primorskem. V končni fazi tudi Primorska je izredno raznolika, od Istre do Krasa, do Vipavske doline, Goriških Brd. Tukaj so, že na tem majhnem delčku so take velike razlike. Po drugi strani, tam se pa najde tudi kdo, ki pride do Slovenije in reče, vi imate pa oranžna vina. Super, tudi po temu smo Slovenci prepoznavni. Moramo se zavedati, da smo imeli prvi festival oranžnih vin v Sloveniji, v Izoli.
In to nas tudi postavlja nekam na določen zemljevid. Je pa res tudi to, da niša oranžnih vin ni zelo velika, ne? Je pač majhna. Mogoče veliko ljudi meša tudi oranžna vina z pač ekološko pridelanimi vini, biodinamiko in tako naprej. Ne? Oranžna vina so vina, ki so bela vina, pridelana po rdeči tehnologiji rdečih vin, no, če tako povedamo. Ne? Velikokrat se smejamo na kakšen tak račun, ne, ker kar nekaj intervjujev je bilo, oziroma takih uličnih intervjujev, kaj je oranžno vino. Ne. Kdaj so bili tudi take izjave, da so to iz pomaranč vina, ne, ali pa take variante, ampak o tem ne bomo. Ne. Je pa res to, da če primerjamo pač v začetku oranžna vina ali pa današnje oranžna vina, so bile tudi tukaj narejeni zelo veliki koraki naprej. Ne. Nekoč se je za ekološkimi oziroma biodinamičnimi ali pa za oranžnimi vini skrivalo tudi veliko napak, ne, in bolezni vin, ki so jih seveda ljudje, tudi pridelovalci razlagali, to je naravno, to mora biti. To nam je dal vinograd. Tako, ne. V bistvu naravna pot vina oziroma mošta, grozdja do konca, na koncu dobimo kis, ne? To je naravna pot. Človek je zato tukaj postavljen, da ta proces ustavi in da ohrani tisto lepo, čudovito aromatiko in pa prijetnost, ki jo lahko dobimo od te žlahtne pijače. Ja, tukaj je še veliko za narediti, veliko je bilo že narejenega. No, kot Vina Koper nismo praktično nikoli nastopali na temu festivalu, kajti do zdaj nismo imeli takšnega vina. Smo pa kot Vina Koper vključeni v ekološko pridelavo. Mislim, da smo prva klet, ki se je odločila za ekološko pridelavo, sicer ne v celotnem obsegu, ampak od leta 2020 smo vključeni v ekološko predelavo, torej iz grozdja v vino. No, 3 leta nazaj, oziroma 2 leti nazaj, pa smo vključeni tudi v ekološko pridelavo grozdja. Torej imamo tudi svoj ekološki vinograd, ki gremo v tej smeri. Seveda pa je trajnost tudi naše vodilo. Naj si bo seveda prvo so tukaj vinogradi, torej skrbimo, da smo čim bolj ekološko usmerjeni, pač od velikih investicij v škropljenja, torej v škropilnice z zajemom, torej z rekuperacijskimi škropilnicami, ne porabimo več toliko škropiv oziroma zajamemo odvečen drift, ki ga povzročajo škropilnice, do seveda obdelave tav v vinograd, torej ne uporabljamo herbicidov, veliko kosimo pod trtami, mulčimo in tako naprej. No, do drugih variant, pač da želimo biti varčni z električno energijo. Na naši strehi je nameščena zelo velika sončna elektrarna in tudi tukaj gremo v to smer ekologije. Pa še marsikaj drugega, no, tako da je kar veliko poudarka na trajnosti pri nas. Vina Koper je tudi ena izmed redkih kleti, ki uporablja stroj za obiranje grozdja. Kaj to pomeni potem za nadaljnji proces? Je to pozitivno? Kako bi... Ja, mislim, da je kar veliko kleti že, ki uporabljajo obiralne stroje, čedalje več, kajti vemo, da je problem dobiti delovno silo. Delovna sila je zdaj po drugi strani pa, če gledam od nabave prvega stroja v Vina Kopru, obiralnega stroja, ker je bil še kar en tak tabu, bi lahko rekli, ne? Do danes je razvoj teh strojev šel izredno naprej. In velikokrat rečem, da je kakšno grozdje dosti boljše obrano strojno kot ročno. Kajti če imaš ti, ne vem, skupino ljudi, ki so prišli izključno zaslužiti v vinograd, poberajo vse, ne? Praktično od
lepih, čudovitih grozdov do tistih, ki zrastejo iz zalistnikov, ki jim rečemo mihevčki ali pa martinčki, pač te variante. Ne. Pač vse to zaključi v zaboju grozdja. Ne. Okay. Pri stroju je pa to malo drugače. Torej, vsak stroj je toliko dober, koliko ga dobro naštimaš. In seveda imamo res odlične strojnike, ki vozijo te naše 4 pridne obirače, ne, trgače grozdja. In ko pogledaš, kakšno grozdje pride iz strojnega trganja v klet, lahko kdaj vidiš res samo kup čistih, lepih borovnic. Ne. Ker mislim, če obirajo kakšen Cabernet Sauvignon, kakšen Merlot Franc ali kaj takega, v bistvu je to res jagode čiste. Ne? Kajti stroj je narejen tako, da po domači povedano zajaha vrsto, približa palice, ki se tresejo, teflonske palice do grozdja in te otresejo grozdja. Ne? Torej vemo, da vsak sadež, ko je dozorel, pade iz drevesa oziroma na tistem korase. Ne? In ravno tako je z grozdjem. In seveda moraš te tresljaje prilagoditi zrelosti grozdja oziroma tistemu, kar želiš. Torej, ko gre stroj po vrsti, za njim ostane suho grozdje, nedozorelo grozdje in seveda pecljevina, ne, na trti. Tako da, ja, kdaj dobimo res dosti boljše grozdje iz strojnega trganja kot iz ročnega. Kako pa on loči jagode, če so katere poškodovane? Ali pa? V bistvu je tako, da poleg obiranja, potem gre grozdje v en sistem, ki mu rečemo selektor sistem, katero pač loči jagode od, seveda prije tudi kakšen list vinske trte notri, ali pa kakšen šparon, ali kakšna lubija od kakšnega kola, ali kaj takega. To gre potem čez to selekcijo in pač tistega, kar ne želimo, ostane v vinogradu, torej ta organska masa, jagode pa grejo potem v rezervoar, kjer se pač transportirajo v samo klet. Ne. Seveda pa za tiste špice, bi lahko rekli, ne, za linijo Capris, Capodistria ali pa še kaj več, to so pa seveda določeni trgači, ki točno vejo, kaj morejo, ki imajo izkušnje. Kdaj gremo v vinograd, seveda določen vinograd, ki ga prej spremljamo, in ko določimo, zdaj je pač grozdje zrelo, gremo potrgati to, ne, v zabojčke, 5-kilogramske zabojčke. Kdaj se odločimo samo, da bomo, ne vem, 6 vrst v vinogradu potrgali za to vino. Mogoče samo senčno stran. Pač to je mogoče nekomu težko razumeti, ne, ampak grozdje na senčni strani ali pa sončni strani ima drugačen okus. In če rabiš takšno grozdje za takšen stil in pa kakovost vina, potem lahko izbiraš. Vina Koper je praktično podjetje, ki deluje na 583 hektarjih vinogradov. To je zelo velika površina. 10 različnih vinogradov na različnih pozicijah imamo, tako da imamo res en tak zelo lep pregled nad slovensko Istro, ki trenutno obsega 1833 hektarjev. In iz teh hektarjev, torej 583, lahko res izberemo tiste špice, ki jih damo v naše najboljše vina. To vam tudi omogoča, da v bistvu se lahko, če naj tako rečem, igrate med linijami, a ne, da imate res raznolike linije, tudi tako, kot si prej omenil, za različne potrošnike, tisti, ki mogoče si želijo zahtevnejše okuse, nekateri se šele spoznavajo z vinskimi okusi, a ne, to je tudi ena prednost praktično. Ja, prednost, priložnost in pa po drugi strani tudi ena taka odgovornost. Kajti pri pivcih, ki uživajo v našem programu Okusi Istre, to je litrski program, pač tam želimo imeti čim bolj eno tako konsistenco, torej čim bolj enakomerne prehode med letniki tudi, eno tako konstanto, ki jo moramo pač skozi leta zagotavljati. Po drugi strani je tukaj linija Koper, ki tudi zahteva delček tega, ampak tukaj so pivci že malo bolj zahtevni. No, potem so pa linija Capris, Capodistria, tukaj pa se že pogovarjamo o avtorskih vinih, lahko bi rekli s podpisom, ki dosežejo pivce, ki razumejo letnik, razumejo sorto, so bolj zahtevni in znajo prepoznati tisto, kar si želel povedati z vinom. Je pa tudi to, ne,
veliko ljudi misli, za vsako vino mora biti najbolj dozorelo grozdje, veliko sladkorja in tako naprej. Danes se sladkorjem več ne ukvarjamo, ker ga imamo vedno dovolj. Ne? Danes se ukvarjamo bolj s kislinami, s pH-ji. Nekoč smo, lahko bi rekli do leta 2014, ko smo uvedli malo drugačen sistem spremljanja dozorevanja. Do takrat smo gledali dozorelost grozdja oziroma spremljali po 3-4 parametrih. Ne. Okay. Prvi je bil sladkor, potem je bila tukaj kislina, torej skupne kisline, mogoče še kakšno razmerje med jabolčno in vinsko kislino in pa bolj v naprednih variantah tudi finalna dozorelost. Ne. No, danes delamo to v vinogradu po 42 parametrih. Ne. Torej ni več pomembna samo kemijska analiza. Ja, seveda je še vedno pomembna. Teh je 18 parametrov, ki jih dobimo iz vsakega vzorca grozdja, ampak druge stvari so dosti bolj pomembne. Pri seveda vinih, ki izstopajo, pa je definitivno pomembno spremljanje dozorevanja z okusom. Torej še vedno vinograd, testiranje. Takrat jaz vedno rečem tako, da se čez trgatev vedno malo zredim. Čeprav jemo manj, ampak grozdja je veliko za poskušati in če želiš pridelati dobro vino, moraš biti veliko v vinogradu. Moraš vedeti, kaj se tam dogaja. Torej za vsako linijo, torej za vsako vino, za vsak stil vina moraš izbrati pravo grozdje. To ne pomeni, da bo najbolj dozorelo in da bo najboljše. Ne vem, malvazija iz debelega rtiča ne bo dala vina osnove za litrsko steklenico ali pa za koper. Tam želimo drugačne stvari, želimo več mineralnosti, želimo več sočnosti in tak. In to je priložnost lepa za Capodistrijo, Capri-slinje in tako naprej. Seveda pa iz nedozorelega grozdja ne moreš nič kaj dosti pridelati ali pa poškodovanega, bolnega in tako naprej. Zaradi tega je zelo pomembno, kaj se dogaja v vinogradu, da je vinograd v dobri kondiciji, da je praktično, da nima bolezni, da je dovolj grozdja osenčenega in osončenega, seveda odvisno od sorte tudi. In tukaj moram reči, da naši vinogradniki opravijo res zelo dobro delo. To malvazijo si tako lepo opisal, da jo prav čutim zdaj v ustih. Tudi podnebne spremembe verjetno prispevajo kar veliko k temu, kako se bo razvil letnik posamezen. A je to mogoče spet neka priložnost za reorganizacijo same sortne sestave oziroma sortnosti vin? Ali je to kriza, s katero se tudi soočate? Jaz mislim, da je to en tak izziv ne samo za slovensko vinogradništvo in vinarstvo, ampak za svetovno vinogradništvo in vinarstvo. Vemo, da so postajajo določene dežele manj primerne za vzgojo grozdja, ker tam enostavno si zaradi suše, zaradi pomanjkanja vode ali pa prezrelosti ne morejo več privoščiti določenih sort, naprimer, ali pa celo tudi grozdja. Jaz bom rekel tako, da smo lahko zelo, zelo srečni, da imamo eno čudovito sorto, ki čuti manj klimatskih vplivov, kot jo čutijo ostale. In to je refošk. Okay. Refošk je vedno sorta, ki v preteklosti je prinesla kar veliko takih izzivov, bi lahko rekli, ker je to sorta z malo višjo kislino, z veliko sadnosti, mogoče malo robustnosti. Torej v zadnjih 15 letih ali pa mogoče tudi več, postaja ta sorta drugačna, se razvija. Kot se je razvijala, od začetkov vina Kopra iz 1947 do 80 let, pa potem konec 80 doživela en tak čudovit preporod, ki so ga naredili tako v vinogradih, kot tudi v kleti. Jaz moram reči, da takrat moj predhodnik, gospod Iztok Klenar, je opravil res čudovito nalogo. Takrat je refošk tudi doživel eno tako renesanso, od takrat naprej pa se zopet spreminja. Torej, vino je kot človek, torej vedno išče nek razvoj, nek progres, kajti če ne bi tega delali z vinom, potem bi ostali
pač ljudje, neandertalci, vina bi ostala kisla in tako naprej, pustimo stati. No, ampak ravno refošk ima to lepo priložnost, ker ohranja to sočnost, sadnost, svežino, izredno lepo barvo ima in izredno lep potencial tudi za zorenje. Če je v preteklosti refošk slovel kot enoletno vino, je danes čudovito vino za priložnosti zorenja. Ravno zaradi tega. Moram povedati tudi to, da so te priložnosti refoška prepoznali tudi francoski vinogradniki in vinarji. In profesor iz Bordojske univerze, dr. Vivas Nikola, je napisal en tak lep članek ravno v Dekanterju, in kjer je povedal, da je refošk mogoče priložnost tudi za bordojska vina. Ker ravno ta svežina in sadnost pomaga premagati to prezrelost, džemaste note. In ravno ta sadnost in svežina sta tista, ki bosta refošk nosila na krilih še veliko časa. In kot sem rekel, mogoče v preteklosti to postajalo, je bil en tak velik izziv, kako ukrotiti te kisline in to razigranost tega mladega nadobudneža. Danes je pa ravno to priložnost. Priložnost, ki jo s pridom izkoriščamo. V končni fazi je tudi refošk ena taka lepa osnova za roze vina, za penine, tudi za rdeče penine, bi lahko rekli. Torej, tudi na mednarodnem trgu verjetno vam pridejo take priložnosti prav, ne? Ja, seveda. Kje ste vse zdaj prisotni oziroma kako mednarodno plujete, v katerih? Tako, realno povedano je izvoz vina še vedno v Vinokopru še vedno nizek. Pač pridemo tja do dobrih 10%. To bi želeli v prihodnje tudi povečati. Pač želja je, da pridemo tam 20%. Seveda izvažamo vrhunska vina oziroma višjih kvalitet in tako naprej. Ne želimo pač izvažati nižje kvalitete vina. Je pa ta trg zelo razpršen. Seveda izvozni trg nam predstavlja mogoče ta bližnja okolica, ne vem, ex-Jugoslavije, potem Italija, Avstrija, to so pač najbližje variante, kjer izvažamo vina. No, seveda pa seže izvoz vina iz kleti Vinokoper tudi dosti dlje, torej tudi Kitajska, Japonska, nekaj smo poskušali tudi v Vietnamu, potem je tukaj Gana, so Združene države, pa seveda Evropa. Tako da je kar razpršeno. Je pa zanimivo, ravno, če gledamo izvoz, nekoč so bila vina mogoče malo drugačne formulirana, kot so danes, oziroma zaželjena. Torej, veliko je bilo povpraševanja po znanih vinih, torej od šardonejev do kabernejev in tako naprej. In so bile mogoče te sorte, ki so danes zaželjene, ki jih ne moreš dobiti po vsem svetu, zapostavljene. Danes so pa te sorte ravno iskane. Torej, daj mi nekaj, kar ni šardone, kar ni kabernet, kar ni savignon. Torej, nekaj posebnega, nekaj, kar imaš samo ti, nekaj, kar izkazuje tvoj terroir. In to je iskano. In ravno v tem ima Slovenija velike priložnosti. Zato tudi ta trend, ko iščemo vsi neko avtentičnost, vračamo se k nekim posebnostim, ne želimo več tisto, kar je, tako kot si omenil, masovno, ali pa to vsi pijejo. Tako, ABC, anything but Chardonnay, ali pa Cabernet. To je to. Ja, tako je, jaz mislim, da tudi vse več vinarjev želi izražati tisto, kar ima, torej svojo identiteto, svoj hribček, svoj vinograd, svoje področje, svojo sorto v končni fazi, tisto, ki raste tukaj. Nekoč je bila Malvazija tudi zapostavljena sorta, mogoče smatrana tudi kot masovnica. Ravno tako kot veliko sort po Sloveniji, od Rebule, Laškega, Rizlinga in tako naprej. Danes je to čisto drugače. Torej, z novimi pristopi, novo miselnostjo, novimi tehnologijami in pa v končni fazi tudi znanjem, ki ga imamo, lahko o tej sorti dosti več povemo in jo drugače izrazimo. In v tem trenutku je praktično Malvazija,
lahko bi rekli, na vsaki mizi po Sloveniji, ne samo Primorska, ampak tudi celotna Slovenija. Torej je eno izmed najbolj zaželenih belih vin trenutno. Ne. Ampak to se ni rodilo od danes. Ne. Nekoč je bila Malvazija, pač nobeden jo skoraj da ni želel. Ne. V tistih 90-ih, ko je Refošk res doživel to renesanso, je bila pač Malvazija malo zapostavljena. Ampak ravno zaradi tega se potem rodijo nove zvezde. Zaradi tega, ker praktično tisto, ki ne gre, torej tisto moraš spremeniti, moraš iti naprej, moraš dati drugačno priložnost. In ravno zaradi tega je Malvazija potem tudi zaživela novo življenje. Jaz pravim, da je bila to ena taka speča trnulčica, ki je že dolgo časa srečna in vesela. Ne? Kajti tudi vsi ti festivali Malvazije, vsi dogodki, ki so se dogajali na račun Malvazija, torej promocija, ki je bila vložena v to, pač žanje sedaj uspehe. To seveda moramo držati naprej. Ampak tega ne bi bilo, če ne bi bila kvaliteta vina tako dobra. In ko so pač ljudje spoznali to kvaliteto in to, jaz zmeraj pravim, če priješ na Primorsko, je sonček, je morje, je feeling, ki ga ne pozabiš in to želiš vzeti s sabo. In tudi če si nekje na severu, na Gorenjskem ali pa na Štajerskem, pač je tisti sonček, ki ga lahko dobiš skozi ta kozarec vina, zelo lepo izražen, ne? Oziroma ti daje emocije, ti daje neko podoživljanje tistega, kar si doživel na obali. S tem, kar si povedal, v bistvu odpiraš neke razsežnosti, tudi če se dotakniva ene tematike, tudi recimo Vina Koper ostaja zvesta tradiciji, tudi recimo skozi imena Kapodistrija, Glava Istre. Ta neko ohranjanje tradicije je še zmeraj verjetno v nekem fokusu, hkrati pa, tako kot si lepo orisal, se igrate v kletič, tako rečem, raziskujete nove priložnosti. Ravno zadnjič sem poslušala en zelo dober pogovor slovenske enologinje, ki živi v Španiji. In je ravno izpostavila ta vidik, Slovenija je še zmeraj v nekaterih aspektih tradicionalna, ne? Sledimo tem nekim zastavljenim smernicam, ampak ti si pa zdaj ravno to modernost, moderne pristope, sodobnost, da lahko razmišljaš pa znotraj tradicije, ampak jo nadgrajuješ, jo nekako... Ja, v bistvu zavedati se moramo, da brez tradicije, brez zgodovine ne bi bili tukaj, kjer smo. Slovenci moramo biti ponosni na svojo trto, 450 let ima že, najstarejša trta na svetu. In tudi to je ena tak fascinanten podatek za marsikaterega poznavalca vina okrog sveta, ne, ki, če mu to poveš, si bo sigurno zapomnil, ne, in predstaviš. In dejstvo je to, ne, da graditi moraš na zgodovini. Moraš pa iti naprej. Ne smeš se ustaviti. Ker če se ustaviš, pač te pač prehitijo. Ne? Ampak ostaneš tudi v nekem času. Ta čas, danes gre pa čas zelo hitro naprej. Torej, zelo pomembno je to, da spremljamo mednarodno dogajanje, da spremljamo mednarodne trge, da spremljamo okuse ljudi, ki se spreminjajo, da spremljamo kulinariko, da spremljamo gastronomijo v končni fazi. Kaj se dogaja? Danes ljudje posegajo po drugačni hrani, kot so pred 30-40 leti, ne, ali pa 20 v končni fazi. Časa imamo čedalje manj. Malo je več takšnih dogodkov oziroma malo je časa, kjer si ga vzameš in se usedeš za kosilo ali pa za večerjo in sediš 4 ure ali pa 3 ure, uživaš v hrani in pijači. Ja, so redki dogodki, ne? Ampak danes hitimo vsi, ne? Daj mi hitro nekaj za pojesti, nekaj blažjega in ob temu ne moreš piti enega bogatega, strukturnega rdečega vina, ki moraš ga vrteti v kozarcu, da ti bo povedal svojo zgodbo. V tistem trenutku spiješ kozarec svežega, sadnega, elegantnega vina, ki ti bo povedal tisto, kar je doživel v zelo kratkem času. In to je bistvo, ne? Ampak to je vse stvar razvoja. Torej, nekoč, če pogledamo, 40-50 let nazaj, je bil cilj narediti kvantiteto. Seveda tudi kvaliteto, ampak iz kvantitete nisi mogel potegniti kvalitete, ne?
takrat je bilo pomembno, da si naredil čim več vina. Tudi to vino se je vse popilo. Pač kultura pitja vina je bila malo drugačna, kot je danes. Ne? Po drugi strani so takrat v tistem času začeli počasi izstopati določeni privatniki oziroma pač posamezni vinogradniki, ki so se pa rekli, zdaj pa manj mase za dosti in jaz bom res nekaj probal dobrega narediti. Torej bom manj obremenil trto in bom to poskušal spraviti res do neke vrhunskosti in odličnosti. Hvala Bogu, da so bili ti posamezni vinogradniki, ki so še danes zveneča imena, ne? In so naredili iz tega v končni fazi tudi postavili Slovenijo, začeli postavljati Slovenijo na piedestal pač svetovnega vinogradništva. Potem so pač prišla ta bogata strukturna vina, ker so šli v ekstreme. Torej, iz 5 kilogramov po trsu so začeli delati kilogram po trsu, ne? Ali pa pol kilograma po trsu, ampak noben ekstrem ni dober. Okay? Torej, iz teh bogatih strukturnih vin, ki so peljala rdečo nit v 90-ih do 2010, ne? Ali pa mogoče še kakšno leto kasneje, smo začeli zopet iskati nekaj bolj pitnega, nekaj bolj enostavnega. Seveda govorimo o strukturi, o polnosti, o tipičnosti, o mineralnosti, sadnosti, ampak nekaj, kar boš lahko popil 2-3 kozarce brez tega, da boš imel rdeča uha, pa da ti bo zadosti, ne? Pa da bo šel lahko mogoče potem tudi za volan, ne? Čeprav tukaj moramo biti strogi in tudi to promovirati odgovornost, ne? To tudi Vinakoper kar intenzivno počne. In iz teh vin so potem v vinskem svetu oziroma mednarodnih trendih začela postajati moderna, sveža, sadna, elegantna. Vina, ki nas popeljajo naprej, ki nas vzdignejo in ki nam pustijo, da spijemo 2-3 kozarce brez problema. Po drugi strani pa imajo osnovo tudi za daljše zorenje, ne? In to je zdaj trend. V tej smeri gremo. Seveda moramo te trende poslušati. Ob vsemu temu, ob vseh teh spremembah, moramo pa spoštovati identiteto, tisto, kar imamo, tisto, kar iz tega, kar smo zrasli. In to je pomembno, da se spreminjaš, se prilagajaš kupcu, ampak ne izgubljaš identitete. Kakšno pa je pol tvoje stališče na brezalkoholna vina, vina z manj alkohola? Te nove generacije, Gen Z generacije so, tako kot si zdaj samo omenil, zdravo življenje, z manj alkohola, ni več teh oblik druženj, kot smo jih bili vajeni prej, ne? Ja, tukaj je sigurno niša, ne? Tukaj svet gre počasi v to smer. Je pa to, ne, da kozarec dobrega vina ni kozarec brezalkoholnega vina, ne? Še vedno je struktura. Alkohol, v bistvu, če pogledamo tako, alkohol je ena izmed 1300 komponent, ki se skrivajo v vinu. Mogoče smo danes že pri kakšnih več kot 1300, ne? Ampak je pa nosilec določene strukture vina, ne? In to ne moramo nadomestiti z nobeno drugo stvarjo. Je pa res to, da je trend zmanjševanja alkohola, torej ni potreba, da narediš vino 0,0. Praktično, mogoče, če greš iz 15 na 13 ali pa na 12, si že naredil veliko, ne? Je pa sigurno, trend bo šel, neka tržna niša je tega. Zdaj, koliko bo, ne? Tradicionalni pivec ne bo nikoli zamenjal vino, razen če ima seveda kakšne zdravstvene težave ali kaj takega. Trenutno tudi tehnologije, ki omogočajo narediti brezalkoholno vino, gredo naprej, so v kar takem močnem razvoju in danes je že kar nekaj takih brezalkoholnih pijač, pač iz vina pridelanih, dobiš, ki so zelo zanimive, ne? Ampak še zmeraj je to. Kaj je? Kozarec vina. Kozarec vina je tudi en tak čudovit medij, ki dela neke rdeče niti med ljudmi. Kozarec vina je en tak čudovite pijače, ki sprošča, ki razveže jezik, bi lahko rekli, in ki sklepa prijateljstva.
To je seveda tudi alkohol, ki je noter, ne? Ampak seveda moramo biti pa tukaj zelo odgovorni do sebe in do drugih. Torej, seveda ne bomo tukaj promovirali, da zdaj pa spiti vsak eno steklenico ali pa 2 ali pa 3, ne? Ampak tukaj moramo biti razumni, zmirni in praktično to tudi drugim pač predstavljati, ne? Vedno kozarec vina, kozarec vode. V Vinokopru delamo tudi take čudovite akcije, ne? Tudi v sodelovanju lokalnih skupnosti in tako naprej, kjer promoviramo odgovorno pitje vina. In mislim, da največ so ravno v tej kulturi pitja vina oziroma odgovornosti pitja vina naredili vinarji sami. Kajti noben vinar ne reče, dej boš spil 2 steklenice ali pa liter vina, ne? Vedno je pač natočena majhna količina vina, uživaj v tisti količini, ki ti jo dam v kozarec in poskušaj tudi ostale stvari, ne? Sploh na dogodkih, ljudje še vedno se kdo sprašuje, zakaj so odlivalniki na mizicah, kjer se predstavlja vino, ne? Oziroma pluvalniki. Jaz vedno rečem tako, ne, dajte plovat vina ven, dajte odlivati kozarce, ne rabite vse spiti, dajte doživeti, tukaj imate priložnost doživeti veliko število različnih vin, dajte jih poskusiti in na koncu si privoščite en kozarc tistega, ki vam je bilo najboljše. In to je ena taka lepa zgodba, oziroma da lahko doživiš čim več zgodb v tistem trenutku in seveda si ponoviš še tisto, ki ti je bila najbolj všeč, ne, na koncu. Je pa seveda ta odgovornost, to pa moramo postavljati na prvo mesto, ne. Absolutno. Danes si s sabo prinesel eno steklenico katerega vina? Ja, v bistvu danes sem prinesel eno steklenico vina, prav posebnega vina, ki ima eno lepo zgodbo. Torej iz linije Capodistria, ki je bila tudi pred kratkim prenovljena. Doživela je nov izgled, pa tudi stilsko, kar se tiče samega vina, smo spremenili ravno v to moderno smer, torej sadnosti, svežine in elegance. V bistvu Capodistria, ki se imenuje 1072. Okay. Torej, zakaj 1072? Pred nekaj leti oziroma par let nazaj sem se srečal z enim zelo zanimivim gospodom. Gospod Peter Štoka, ki je en tak zelo zanimiv zgodovinar, domoznanstvo ima čez v koprski knjižnici. In seveda beseda da besedo in začela sva se pogovarjati o vinih, o zgodovini, kako pač povezuje. Pač to je res človek, ki ima izredno veliko znanja, veliko ve. In prišel je na idejo oziroma mi povedal, da obstaja ena knjiga, v kateri bi lahko najdli eno tako lepo zgodovino vinogradov, ki so na področju Kopra oziroma Istre. Okay. No, seveda sva začela to malo bolj poglobljeno raziskovati. Jaz sem takoj zastrigel z ušesi, seveda, on pa vesel, da je nekdo navdušen nad nekaj starimi stvarmi. No, v bistvu, ko mi je začel praviti, da je ta knjiga izvira iz leta 1570, sem bil zelo začuden, 1570. Okay. Ja, rekel, veš, to knjigo so začeli pisati leta 1569 in je bila končana 1570, ne? Ja, tako je bilo, ja. In imenuje se Katastik. Okay. Knjiga je pa nastala v benediktinskem samostanu, ki je bil nekoč v Oltri, v Valdoltri, torej okay. na področju Adrije trenutne, ne? Tam je še vedno bila cerkev in samostan. In benediktinci so bili seveda izredno skrbni patriji oziroma pač misionarji in so upravljali s tem področjem, torej od Žavelj, bi lahko rekli, od doline, ki se nahaja na italijanski strani, pa vse do Porižanski dolini gor, pa do, lahko bi rekli, do Izole. Okay. Na tem velikom področju so imeli v lasti tudi veliko vinogradov. No, in s temi vinogradi se je marsikaj dogajalo, torej so bili oddani v najem, so se prodajali, so se nakupovali, pač
v tej smeri. Tako da se je ta gospod znašel pred enim velikim kupom zapisov, pogodb, prepisov in tako naprej. In se je odločil, da bo vse to strnil v eno knjigo. To je ena taka velika knjiga, ki ima kozje kože, zapletnice, ki ima malo drugačne liste in tako naprej. Ta knjiga še vedno obstaja v knjižnici v Kopru. Priporočam vsem, da greste pogledati, da je v to knjižnico, ker ima čudovito zgodovino. Seveda bele rokavičke lahko pogledaš, pod vodstvom. Zdaj ne, da bo vsak to šlato, ampak okej. No, in v tej knjigi se nahaja prvi zapis vinograda na Debelem rtiču iz leta 1072. Torej, to je prvi pisni vir tega vinograda, v katerem je omenjen ta vinograd na Debelem rtiču. Zato smo rekli, da bomo v tej letnici dali eno tako lepo posvetilo, oziroma da jo bomo malo drugače obeležili v naši kleti in smo jo dali na našo najvišjo linijo Kapodistrija. Združuje pa sorte, ki rastejo na Debelem rtiču, torej del refoška, čeprav na Debelem rtiču ponavadi rečemo, da nimamo refoška, ampak nekaj refoška tudi tam posejenega. Potem je tukaj Merlot, je Syrah, Cabernet Sauvignon in Cabernet Franc. 5 sort združene v tej steklenici, v tem kuveju. Vsaka igra seveda svojo vlogo. Tukaj je Cabernet Sauvignon za tisto strukturo, hrbtenico bi lahko rekli, kajti vemo, da Cabernet Sauvignon je čudovita osnova, ki nam daje lepe tanine, za daljše zorenje tudi. Potem je tukaj Merlot, ki nas tisto svojo mehkobo poboža. Jaz pravim, da je en tak žametek lep v ustih, in pa po drugi strani je sadnost. Syrah je sorta, ki je prišla dokaj pozno k nam, ampak vedno jo poznamo po tisti njeni pikantnosti. In to je en tak lep zaključek. Seveda je tukaj Cabernet Franc, brez katerega ne bi bilo s Cabernet Sauvignona, kajti Cabernet Sauvignon je narejen iz Cabernet Franca in Sauvignona, belega Sauvignona, torej oče Cabernet Sauvignonu, tako da daje tisti pečat tudi v sadnosti in pa drugačnih taninih, ker dobimo malo več mintija in tako naprej. In pa seveda brez refoška ne moremo. Refošk je pa zmeraj tista sorta, ki prinaša srčnost, ki prinaša eno tako lepo življenje in lepo popotnico in identiteto seveda. Čudovita zgodba, tudi v bistvu vedno rečemo, vino je ena zgodba, ki jo potem opisuješ, in je zgodba tradicije, zgodovine in tudi... Tako. Jaz si želim, da bi čedalje več ljudi te zgodbe znalo razbrati iz kozarca vina. Kajti vinogradniki in vinarji se trudimo za vina lahko tudi več let, da pridejo v kozarce. In zdaj, če smo postavljeni pred pivca, ki to popije v 2 sekundah, pač nismo dosegli veliko. Ampak moram pa reči, da se v Sloveniji pivska kultura oziroma kultura pitja vina dviguje. Torej, Slovenci nismo več samo neki opazovalci ali pa pivci vina, ampak smo tudi raziskovalci. In to je ena taka lepa nadgradnja. Danes poznavalec vina ne želi več samo odkrivati zgodbe iz kozarca, ampak želi vedeti tudi, kje je zrasla, kako je bila negovana, kje je zorela, kdo je jo pridelal, kakšna zemlja, na kakšni zemlji je zrasla, kakšno je bilo leto takrat, letnik. In to je ena taka lepa zgodba, ena lepa zanimivost. Seveda so to zgodbo pomagali narediti in someljeji, in vinski poznavalci, pisci in tako naprej. Mogoče pa je tudi tukaj en tak delček, ki nas kdaj mogoče daje tudi malo nazaj. Torej, ravno s tem poznavanjem vina in lahko bi rekli razlago, kaj vse nam vino skriva v steklenici. Če gremo v ene take preveč komplicirane opise in to, potem to ljudi mogoče tudi kdaj odvrne. Zato, ker ljudje se bojijo potem vzeti steklenico vina, odpreti steklenico vina ali pa naročiti steklenico vina, ker jaz pa ne vem dosti o tem vinu. Torej, bom mogoče izpadel tako. Ne,
v bistvu naročite si steklenico vina, dajte poskušati čim več vin, kot boste poskusili, bolj se bo širilo vaše znanje, vaše obzorje in bolj boste lahko uživali. Predvsem pa bi položil na dušo, spoštujte svoj okus. Ker to je tisto, kar imate samo vi. Vaš okus je nekaj posebnega. In pijte tista vina, ki so vam všeč. Ja, poskusite čim več vin, ampak pijte tisto, kar je vam všeč. Če vam je všeč sladki muškat, pijte sladki muškat. Če vam je všeč 1072, pijte 1072. V bistvu to res velikokrat mogoče malo preskočimo in smo kot ovce, ne? Ja, to vino je Sledimo, dobro, zdaj pa gremo, ne? To je sigurno dobro, kar je rekel on in oni. Pa čeprav mogoče si malo tako, so malo ljudje tako, ko ga pijejo, mogoče malo stisnejo zobe ali pa njim ni lih po volji. Ampak tukaj si pravim, spoštovati svoj okus. Je treba ga raziskovati, najprej Tako je, raziskati, ja, kaj je ja. tisto, kar nam ustreza v določenih. Velikokrat si postavljam pri kakšni degustaciji pred določene ljudi, pa razlagaš, kako naj pač vino sploh sprejemajo, da bojo začutili vse tisto, kar nam ponuja. Ne. In te kdo vpraša, kje vi tukaj čutiste, ne vem, pač črni ribes, ne? Ali pa rečejo, v bistvu, to mi ful diši, ampak pa ne vem po čemu. Ja, ne znam. Ampak tukaj smo pač poznavalci oziroma pridelovalci in to, ki lahko te ljudi malo usmeriš. Torej, in poskušaš povedati, opisati tisto, kar imajo v kozarcu na en tak poljuden način. Ne? Seveda, odvisno, koga imaš pred sabo, ampak tisto, kar lahko srečajo v vsakodnevnem življenju. Ne bomo govorili zdaj o neki kemijski spojini, ki jo ne srečajo nikoli v življenju, ampak bomo govorili o sadju, v končni fazi tiste stvari, ki nas obkrožajo. Ne. Vina Koper poleg pridelave obsega tudi številčne dejavnosti, ali temu rečemo aktivnosti, vsakoletna dražba, tudi kulinarično ste razširili samo zgodbo, potem je tukaj še trgovinca, ki je zelo lepo opremljena in zelo čedna. Je to tudi en sestavni del, v katero smer bo šel razvoj, da ni samo dovolj, tako kot si prej rekel, zdaj imamo klet, to je to, ne, sledimo tem, ampak da nadgrajuješ, povezuješ, ne, tudi vino je v končni fazi hrana, ne, potrebuje neko kulinarično podkrepitev, spremljava. Ja, v bistvu ravno tako, kot gre iz te tradicije, zgodovine, razvoj naprej, ravno tako se tudi Vina Koper razvija v drugačni luči. Torej, Vina Koper predvsem želimo biti povezovalci. Torej, povezovalci naše regije, Istre. Želimo biti Istra v malem. V našem vinskem butiku ne boste dobili samo naših vin, ampak boste dobili tudi vina ostalih pridelovalcev. Torej, želimo, da postane ta regija bolj prepoznavna in da lahko v našem vinskem butiku ali pa naj si bo v restavraciji Kogo, ki je del našega objekta, da ljudje lahko doživijo nekaj več, nekaj drugačnega in predvsem pa Istro, torej lokalnost. Ja, v bistvu v letošnjem letu smo odprli nove prostore, en tak čudovit enogastro laboratorij, kjer lahko združujemo lokalne pridelke, povezali smo se tudi z lokalnimi pridelovalci, naj si bo Agrarijo Koper, Solinami in tako naprej, kjer želimo promovirati lokalne pridelke, po drugi strani pa dati ljudem priložnost, da vino spoznajo malo drugače. Torej, ne pridejo z namenom, da bojo spoznali vino, ampak pridejo z namenom, da bojo doživeli nekaj drugačnega. Ponujamo različne kuharske delavnice, od seveda priprave pašte, fužev, jedi s tartufi, ribami, različne variante, ki jo seveda vodijo šefi iz naše restauracije, torej iz restauracije Kogo, lahko pa seveda pridejo tudi drugi šefi, sodelujemo zelo lepo tudi z gospodom Tomažem Kavčičem iz Zemana, tako da tudi on lahko vodi delavnice. Potem imamo delavnice, rezanje pršuta, spoznavanje vina, spoznavanje žganih pijač, ki jo vodi gospa Majda Debevec. Potem so tukaj motivacijski
team buildingi variante. Ne? Torej, prideš, doživiš v končni fazi tudi rojstni dan na malo drugačen način. Najprej si skuhaš hrano, se zabavaš, uživaš v pogovorih, pripravah in potem seveda vse skupaj družiš z vinom, ki je rdeča nit vsega skupaj. Ne? Seveda pa želimo biti tudi družbeno odgovorni, veliko vlagamo nazaj v lokalno okolje, omenili si že dražbo barikov, torej v lanskem letu smo organizirali že 25. po vrsti, torej dolga tradicija. Dolga. Seveda smo na to zelo ponosni smo pa zaradi tega, ker praktično najprej pridelujemo odlična vina za namen te licitacije, po drugi strani pa izkupiček, vse kar je nad izklicno ceno, podarjamo Splošni bolnišnici Izola, torej pediatričnemu oddelku, katerim je bilo doniranih že več kot 650,000 evrov. Torej, vračamo našim najmlajšim, ki so naša prihodnost. In to je najbolj pomembno. Sodelujemo pa tudi pri drugačnih variantah, kot je, 15 odtenkov rdeče, kjer združujemo 15 vinogradnikov na dogodku Martinovanje. Torej, vsak vinogradnik daruje 50 litrov refoška, ki je naša seveda lokalna sorta, ne avtohtona lokalna sorta. In iz tega naredimo vino, ki nam je skupno. Torej, 15 vinogradnikov združenih v eni steklenici z refoškom in vse, kar dobimo od prodaje tega vina, gre za dobrodelne namene. Torej vemo, da so nas v preteklosti pestile poplave, takrat je bilo darovano za Koroško, lani smo dali to za palčico pomagalčico, pač za dobrodelne namene in tudi s tem želimo pač vračati in skrbeti za našo okolico. Pa še en kup takih stvari je, ki pač smo veseli, da jih lahko delamo. Da se vse pravzaprav povezuje. Tako, ja. Predvsem pa je v bistvu ta povezovalni člen med pridelovalci vina. Pač zelo lepo sodelujemo tudi z Društvom vinogradnikov in vinarjev Slovenske Istra, katerega smo tudi del, in pač se trudimo res, da bi iz tega naredili še nekaj več. Skoraj čez vso tvojo kariero lahko izluščimo en skupni imenovalec in to je trta. Ampak dva različna teroarja. Kakšne prednosti ima tak pogled? Tako, v bistvu, če gremo malo skozi mojo zgodovino, kariere, dajmo reči. Jaz sem začel kot študent s prakso ravno v Vinakopru. To je bilo leta 96, mislim, da. Tam sem opravil praktično skozi prakso in pa študentsko delo in pripravništvo. Sem šel čez 4 trgatve, potem seveda potreb po delovni sili tam ni bilo. Sem pa začel eno luštno pot na Briču takrat, v novi, privatno narejeni kleti, 42 čudovitih hektarjev vinograda na vrhu hriba. In zelo lepa priložnost za narediti nekaj več. Seveda po temu sem po 7 letih in pol dela tam, sem potem odšel na Kras, na vina Kras Sežana, kjer mi je bilo ravno tako izziv ista sorta, torej refošk, ampak na drugačni zemlji, na drugačnem teroarju in podnebju. In tam smo začeli tudi eno lepo zgodbo s teranom, oziroma nadaljevali eno lepo zgodbo s teranom in pa v končni fazi tudi z Vitovsko. Seveda, potem pa so me pocukali za rokavči in prišel nazaj v Vinakoper in zdaj sem 13 let v Vinakopru. Tako da, čudovita ekipa, vodstvo, ki ima veliko posluha, ker ima veliko izzivov, novih predlogov, drugačne poglede na vse skupaj. In to je tisto, kar nas pelje naprej. Tudi v končni fazi naši lastniki, ki nam zaupajo, ki nam dovolijo, da se razvijamo, da vlagamo tako v tehnologijo, znanje, kot tudi v marketing v končni fazi. In ravno to je tisto vodilo, ki nas lepo pelje naprej. Predvsem je pa tukaj čudovit tim, čudovita ekipa, brez katere
Ne moremo od, lahko bi rekel, zadnjega vinogradnika do direktorja, ki ustvarimo res eno lepo zgodbo. No. Ampak vino ni bilo vedno nekako v tvoji družini, oziroma oče je prideloval vino, ne izhajaš pa ravno iz vinogradniške družine. Ja, v bistvu je tako. Jaz izhajam iz nevinogradniškega dela Slovenije. Ne? To je Ilirska Bistrica oziroma Topolc pri Ilirski Bistrici. Imeli smo vedno grozdje pri hiši, to je bilo Latnik in gor je bila Izabela, ne? Iz tega smo ponovadi delali sok. Nekaj tega je bilo tudi takrat predelanega tudi v vino, tako. Ampak vedno je pa to, da smo bili vezani na Istro in sicer hrvaški del Istre. Torej, Ilirska Bistrica je vedno bolj nekako gledala proti reki, ker je bilo to tudi tržišče, velik trg za prodajo tudi pridelkov, ki jih lahko dobimo na našem področju. In mi smo vedno hodili po vino v Istro, hrvaški del Istre, ne? Naj si bo po rdeče ali belo. Kdaj smo šli pa tudi po grozdje, ne? In naredili nekaj doma. Moj oče je bil vedno en tak, lahko bi rekli, kar entuzijast, ne? In zmeraj nekaj smo delali doma tam v enem kotu, ne? Bil ena lesena kad, v kateri smo to mešali in pridelali predvsem rdeče sorte. In on je bil kar en tak ljubitelj vina. Predvsem pa en tak dober steber skozi življenje oziroma voditelj, ki me je navadil marsikaj. Predvsem pa delati in spoštovati. Ampak tvoja pot do vina je bila malo kulinarična. Res je. Veliko stvari veste. V bistvu moj osnovni poklic, jaz po osnovnem poklicu sem tehnik kuharstva. Iz tega izhajam praktično, ker me je vedno tista volja oziroma želja po pripravi hrane, izziv, kaj lahko dobiš iz hrane in pa kuhinja je tak ključen prostor, ker lahko se kreirajo stvari in to me je vedno nekako držalo po konci oziroma vodilo, da sem šel v to smer. No, po srednji šoli pa seveda študij živilske tehnologije na biotehniški fakulteti, kjer pa sem imel enega čudovitega profesorja, dr. Mojmir Vondra, ki nas je navdušil res za vinarstvo, oziroma vsaj osebno me je navdušil za vinarstvo in ko sem začel spoznavati tudi to smer, sem se zaljubil vanjo in ostal v njej, torej še vedno zaljubljen. A to pomeni, da tudi rad kuhaš in kombiniraš vino s hrano? Ali? Ja, ko imam čas, vedno rad kuham. Vedno rad kuham, poskušam stvari. Tako da, velikokrat tudi ta poklic ti pride prav, ne? Torej ta drugačen pogled, ne samo skozi kozarec, ampak skozi krožnik v kozarec, ne? In takrat lahko združuješ in abiniraš dosti lažje hrano z vinom, kar daje eno tako čudovito poroko, ki ti lahko polepša še tako lep trenutek, ne? Ampak vedno je tako, ne, da morajo biti tukaj kompromisi in da moraš pravilno izbirati, da kdaj, kot sem nekje prebral, da nevesta ne premlati žene, ali pa obratno, ne. Ampak to je to, kar se tiče kombinacij z vinom, hrane z vinom. To je zopet en tak zelo lep svet, ker pač sommelieri oziroma tisti, lahko bi rekli, ljubitelji, hedonisti, pač tukaj res znamo uživati. No. Zdaj, ob tem času, ko se pogovarjava, je eno tako turbulentno obdobje za vsakega vinarja oziroma pridelovalca vina. A doma te še kaj vidijo? Kako usklajuješ potem? Pač doma so že malo navajeni, no, da ko je trgato in meni, ne, oziroma se vidimo bolj poredko. Ampak seveda, se da, ne, pač razumeti je treba, da pač od tega je potem odvisna naša letina, naša kvaliteta vina in vse ostalo. Seveda pa tisti nekaj ur na dan pa se najde, predvsem večernih, no, tudi za kakšen družinski pogovor.
Kje si ti najraje? V vinogradu, v laboratoriju, v kleti, s kozarcem refoška nekje? Wow. Tako je, ne. V bistvu povsod sem rad. Ne vem, ko prideš v vinograd, pogledaš okolico, ne vem, če prideš na vrh do Belega Rtiča in se ti odpre to širno morje, vidiš od Italije do našega čudovitega Pirana, Izole, duša zadiha in ti daje en tak zagon naprej in rečeš, to bi rad pokazal v kozarcu vina tudi ljudem, ki bodo to poskušali. Ali pa želel bi čim več ljudi pripeljati sem, da to doživijo. Da ta feeling, to, ko se ti, lahko bi rekel, ko filaš baterije, ne, ko duša srka noter in te praktično zanese v kakšno smer, ne tako, ki si jo potem se jo spomniš pri kreacijah vina in to ti da veliko. Ne. Pa ne samo Debeli Rtič, vsaka lega ima svoj poseben pečat, ki ga nosiš v sebi, ampak to moraš doživeti. Ne. Ko poskušaš jagode, grozdja, ko vidiš zemljo, ko vidiš, kaj tam rase, kakšne so trte, ali so pač one stare trte, ki so zvite in ki imajo zapovedati zelo veliko, celo zgodovino, kaj so tam doživele. Ne. Do tistih mladih, ki so komaj prišli z zemlje in imajo še vse življenje pred sabo in komaj čakajo, da bodo doživeli vse to okolico in klimo in terroir, ki jo imajo okrog sebe. Seveda je potem predelava, klet, zopet en tak prostor, lahko bi rekli kar svetišče, v katerem moraš se ponižno obnašati z darom narave, ne? Po drugi strani pa ga moraš voditi v pravo smer. To je kot ena taka šola, ne? Kjer otroka primeš za roko in ga pelješ skozi življenje. Ravno tako je. In od tega je odvisno, kakšno, lahko bi rekel, kakšno zgodbo, kakšno osebo, kakšno vino boš vzgojil, ne, skozi ta čas. Je pa zelo pomembno to, da je stalno pod budno kontrolo, pod budnim očesom in tudi laboratorij je velikokrat izredno pomembno, ne velikokrat, vedno pomembno mesto, kjer zahtevaš veliko podatkov v zelo kratkem času, kajti odločaš se moraš zelo hitro, sploh ko govorimo o trgatvi. Ali boš s tem vinom naredil en stil, ali boš naredil drugi stil, kakšne parametre ima, kako se boš obnašal s tem, na kakšni temperaturi ga boš fermentiral, s čim ga boš fermentiral in tako naprej. Ne. Zelo veliko podatkov rabiš takrat, ne, ki jih seveda moraš znati interpretirati, razumeti in spraviti noter. Potem pa seveda vse to mora nekdo tudi povedati ljudem, ne, ki bodo ta kozarec vina popili in povedati na pravi način, da ga bodo lahko začutili in da bodo to zgodbo čim bolj v tisti popolnosti doživljali. Je pa to, kot sem rekel, ne, ena taka lepa pot skozi to življenje, ne, ki praktično od tega, ko začne trta spuščati sok, ko jo obrežejo, ko začne brsteti, ko se začne buhteti, ko začnejo listi siliti, ko vidiš vsak dan, kako raste, ko se kebrniki formirajo, ko začne cveteti. Veliko ljudi ni še nikoli povohalo vinske trte, cveta vinske trte. Deti to narediti, čudovite aromatike daje, res, ko boste to povohali, boste želeli imeti res en tak parfum v tej smeri. Ne. Potem pa, kako se formirajo jagode, kako začne pri rdečih sortah, kako se začne grozdje barvati, spremljati dozorevanje, kako se jagode mehčajo, kako se kisline spreminjajo. In potem določiti tisti pravi čas trgatve. To je tudi ena taka zelo pomembna odločitev in zelo odgovorna odločitev in seveda potem to predelati in spraviti v kozarec v čim bolj neokrnjeni obliki. Ti si tudi član ocenjevalnih komisij, imaš vset certifikat. A so to neke kompetence, ki rečeš, da so tudi ti pridejo prav, tako kot si prej rekel, ta kulinarični vidik, ali mogoče kdaj vidiš, da so ovire v kakšnih stvarih? Ne, to je vedno znanje, ne? To je vedno širjenje obzorij, naj si bo od veseta do
sploh ok. Zdaj to, kar se tiče ocenjevalnih komisij, tudi skozi to se ogromno naučiš, vidiš, v kakšne smeri gredo vina, ne si bojo to mednarodno ocenjevanje ali pa lokalna ocenjevanja. In pomembno je, da si prisoten tam, da lahko poskeniraš stvari in mogoče tudi s svojimi komentarji, s svojimi ocenami usmerjaš določene stvari, kam bodo šle, ne? Kam bo šla, ne vem, pač stil vin, kaj bo refošk čez, ne vem, 10 let, 5 let, kakšno malvazijo bomo pili, oziroma vsaj, dajmo reči, vsaj gremo v določene smeri. In vsaka ocena je pa izredno odgovorno dejanje. Ocenjuješ namreč kozarec vina, za katerega se ljudje trudijo, vinogradniki in vinarji, lahko 1 leto, lahko pa tudi 10 ali pa več, ne? In to ni samo povohati, okusiti in izpljuniti, ampak moraš razumeti to vino in moraš ga oceniti s tisto oceno, seveda, ki jo zasluži, ne? In to je zelo odgovorna. Odgovorna naloga. Naj si bo, ne vem, na zavodu, ko spuščamo vina v promet, oziroma dajemo dovoljenje, odločbe za promet z vinom, do lokalnih ocenjevanj, mednarodnih ocenjevanj, ali pa, ne vem, pač, da si predsednik ocenjevalnih komisij, ki jih moraš usmerjati in voditi tudi. Vsekakor je to vedno nadgradnja in izobraževanje. Ja, vse to pride prav. Absolutno. Tudi, kje se pa vidiš sam čez 5-10 let mogoče? Dajmo najprej počakati današnji dan, ne? V bistvu definitivno bi rad ostal v tem vinskem svetu, kar mi pomeni veliko. Veliko idej v glavi, veliko neizvedenih stvari še, ki bi jih rad nekoč implementiral in nadgradil, seveda. In to je eno tako lepo vodilo naprej, ne? Predvsem pa seveda s to čudovito ekipo, ki jo imamo, da naredimo še kakšen korak naprej in pripeljemo Vina Koper do še večjih dosežkov in pa predvsem prepoznavnosti in pa všečnosti na trgu. Boštjan, hvala, da si vzel čas med trgatvijo, si prišel sem in nam predstavil okuse Vina Kopra. Ja, z veseljem. O vinu bi lahko govorili veliko časa. Pravijo, da se ob kozarcu vina čas ustavi, tako da ja, vsem skupaj želim res veliko užitkov ob kozarcih vina, kajti s kozarcem dobrega vina si lahko naredimo vse lepe trenutke še lepše. Najlepše hvala, da ste poslušali tale pogovor in spremljajte naše vinske zgodbe še naprej.